Zdaj nam je ostalo še nekaj časa za vprašanje, da ne bi preveč komplicirali, predlagam, da se vpraša kar z publike, referente bom pa prosil, da pridejo tjale do mikrofona. Bo to objavljeno? Že ta PowerPoint? Zdaj PowerPoint ne ve, če bo, članki bojo kasneje v zborniku objavljeni, vse pa kot vidite se tudi snema, da bo že v kratkem objavljeno tudi na spletni strani, torej History. Zdaj pa, če drugih ni, bi pa mogoče sam ene par vprašanj dal nekaterim kolegom. Drago Matičev, tisto uporabo si izrazoslovje ne izdajali z dežbam, pa me zanima, se je to takrat tudi že uporabljali ta izraz. Po drugi strani pa tisto, ko se je navedel, da so z nemške strani govorili o taboritih. A je bilo to tudi mišljeno v takratnem smislu aludiranja ali žaljivosti, je imel to pejorativni oznak, malo spominja na kaj se je z tistimi češkimi v taboru zgodilo, da so jih, bom rekel, zbezali v mišjo luknjo, kjer so na koncu vsi, če je bilo na tak način tudi nasplošno obravnavano taborsko gibanje z nemške strani. Braneta Šušterja bi mogoče, mi je bilo zanimivo tisto sklicevanje vlade, da tudi škofijski ordinariat ne podpira slovenščine, glede na to, da ponavadi vemo, da so si prizadevali za slovenščino v bogoslužju oziroma za nacionalni jezik, ki ga verniki razumejo v bogoslužju. Me zanima, a so bile pa kakšne reakcije, če neki vladni predstavnik se sklicuje na škofijski ordinariat, ali je ta kakorkoli odreagiral, ali to drži, ali ne drži. Dragi si se mi zdelo pa tisto, torej o identitetah, ko se že večkrat smo govorili v čitalnicah tako ali drugače. Zdaj pa, če mislimo, pravzaprav smo čitalnice ustanavljali v 60-ih letih, seveda, kot bom rekel, nekakšne centrale, da pa že vemo, da v večjih mestih se že v 70-ih, 80-ih ustanavljajo pravzaprav manjša društva, ki niso druge kot odcepe, kot dejavnosti čitalnic, kot pevška društva, dramatska društva, a so lahko čitalnice v naslednjih desetletjih, ko prija do te, bom rekel, diferenciacije tudi kulturnega življenja, dejansko sploh pokazatelj, ki bi nam kazal na to vrstno identitetno ali pa kulturni razvoj, če pa že imamo, bom rekel, surogate ali pa nadomestke, ki pravzaprav dejavnost celo okrepijo, čitalnice pa potem manj. To je mogoče za prvo vprašanje. Da se je Dežman označeval s krepkimi izrazi, to je znano, tega je pokojni dr. Cvirn napisal celo nek prispevek, ko so dobijo grozila pisma, tudi grožnje smrti in tako naprej. Mislim, žale so s tistimi grabljami neke iz tiste slovenske dobe, pač so pobrali tisto zgodbo o prekletih grabljah, ki so žgale Nemčurja po žnabljih, da je pol spregovoril slovensko in smo ga zmeri pol podavljali z grabljami, pa še več takih željuk na njegov račun je. Kar se tiče taboritov, pa ja, to se kar konsekventno uporablja v Leibacher Tagblattu. Recimo, v enem članku piše, kako so te grozni taboriti na večer pred Vižmarskim taborom popivali po ljubljanskih gostilnah in presegali, da je treba nemščino izgnati iz Kranjske in da je to edina rešitev za Kranjsko. In ob tem so se potem zgražali, kako imajo ti grozni taboriti kmečkine divji, nekaj pride v Ljubljano možnost, da terorizirajo meščane, ki so bili vsi prestrašni, jasno, v teh hordah. Na drugi strani pa nemški tuneli ne morejo uživati naravo v okolici Ljubljane, ker jih zmeri znova napadajo te isti neuki kmetje, ki pa se mirno sprehajajo po Ljubljane. Tako nekako približno je bila ta opcija z nemške strani predstavljena. Je izrazito pejorativno. Vsekakor, taboriti malo poskrepljivo. Ja, taboriti se uporablja tudi v slovenskem tisku in kot sem jaz to dojel ne kot negativno, ampak da je to pač ena povezano z češkim in tako, pravzaprav tudi novice imajo kaj tazga. Ja, to se pravi, gre za tisto peticijo in odgovor na peticijo 1861. Res je nenavadno, tudi Schmidt to omenja, da se avstrijska vlada posvetuje z škofijo glede
vprašanja učbenikov in učnega jezika. Videl sem tudi v novicah pač to reakcijo, ampak kakšne analize, da bi se pol treba bi bilo pogledati, pa je še kdo pisal o škofu Jerneju Vidmarju in takrat so se pa Slovenci zganili, ker v bistvu ni res, da ni bilo učbenikov za pouk slovenščine, so bili takrat na voljo, ne? Vendar so pa spodbudili akcijo za pripravo ostalih učbenikov, tako da je imela ta reakcija tudi pozitiven rezultat. Wow. Ja, v bistvu je zagotovo diferenciacija nekega slovenskega kulturnega življenja, ki omogoča zakon o društvih leta 867 dolgoročno razpršila v bistvu delovanje, bomo rekli, slovensko mislečih ljudi med različna društva. Zagotovo je tudi, kot se itak vidi iz ostalega, bomo rekli, političnega življenja, ta fokus na množice prihaja kar nekaj časa v ozadju, v bistvu ga v ospredje potiskajo v ospredje šele ideje o širjenju volilne pravice, ko različne stranke iščejo ponovno neko, bomo rekli, volilno bazo in se prilagajajo spremenjenim razmeram. Mogoče je res v bistvu treba razumeti tabore na en način tudi kot neke v bistvu testiranje nekih svoboščin, ki jih v enem trenutku da monarhija, za katere v bistvu na začetku niti ne vedo, kakšen učinek bojo imeli, jih pa, ko prepozna politika, kakšne učinke imajo, hitro za nekaj časa omejijo. Moje ime je Juri Šilc. Dovolite samo sekundo, preden postavimo vprašanje o Šilčku. V imenu organizatorjev jutrišnje slovesnosti, državne slovesnosti pod pokroviteljstvom predsednika Republike, govorcem predsednika državnega sveta. Vabim vas na to prireditev, glede na to, da ste na vašo spletno stran tudi dobrohotno dali povabilo na to prireditev. Jutri bomo slišali nekatere teh znanih mož, tudi tene tri, ki so tukaj, nekatere od teh gesel, ki ste jih imeli na današnjih prosojnicah. Lahko si boste replike svetinc že v šertulici dobili, če boste želeli. Doktora Čilička bi pa nekaj vprašal, oziroma mogoče samo komentar. Moram priznati, zgodovina je sicer moja ljubiteljska stran, da sem se v zadnjem letu kar resno posvetil Vižmarjevem taboru, konec koncev živim tam, glede na objavljeno gradivo, arhivsko gradivo. Zmotila me je beseda Ferbci. Resnično bi želel mogoče neko potrditi, oziroma rekel nek argument, kaj je bilo mišljeno s tem Ferbci. Jaz nisem tako prepričan, da so bili te Ferbci v omembe vredni večini na tem taboru. Druga stvar, ki se mi zdi pa dokaj nelogična z geografske prometne ureditve, takrat je pa ta železnica Dunaj-Trst. Železnica Dunaj-Trst si lahko prišel v Štajerske oziroma z Primorske, delno tudi z Notranjske. Z severa, zahoda in jugovzhoda Kranjske si pa mu prišel z vozov. Na Vižmarskem taboru, ko so šteli vozove, ki so vozili iz Ljubljane in Gorenjske, sem ter tja so našteli 1508. Hvala za vprašanje. Ja, bi odgovoril na tole vprašanje. Jaz sem se lotil sicer zdaj taborov iz ene druge perspektive, se pravi, hotel sem poudariti prvič kot razlike po deželah, se pravi, predvsem to, da v 60-ih letih, če izhajamo iz tega, da je leto 48, pa potem desetletje neabsolutizma, šele leta 1860, se po letu dni ali 2 letih, bi dejal, političnega življenja šele začne politično življenje vzpostavljati. Leta 61, potem imate šele leta 1867 decembrsko ustavo, šele leta 1873 pride do prvih parlamentarnih neposrednih volitev, Dunajski državni zbor. Menjava generacija, ki recimo v neabsolutizmu se šele šola, kakorkoli
v 60 letih nastopi svoje politično delovanje. Se pravi, ampak govorimo o eliti, zdaj na eni strani govorimo, tako kot je dr. Matič poudaril, recimo o nemški eliti, ki je spet specifična glede na deželo. Se pravi, težko govorimo zdaj o nemštvu na Slovenskem, kar tako počez, ker tega dejansko ni. Na Štajerskem imate vi recimo mariborske, celjske Nemce, ptujske Nemce, brežiške Nemce, konkretno recimo, pač, če upozorim na 4. trdnjavo na Spodnjem Štajerskem, ki se prav tako v začetku ustavne dobe iz dvojezičnega meščanstva mogoče prelevi v enojezično meščanstvo, mislim, še vedno vlada verjetno tudi drug jezik okolice, kakorkoli, ampak nacionalizira se. Na drugi strani imate slovensko stranko, ki je na Spodnjem Štajerskem, kot sem dejal, recimo liberalno usmerjena, z Josipom Vošnjakom na čelu. Na drugi strani imate na Kranjskem recimo konzervativno Blajvajzovo strugo, recimo se pravi stara Slovenci, mlada Slovenci, kakorkoli. In sedaj, če gledamo, da je recimo mine do leta 1867, torej od teh prvih začetkov, šele 5 let, 6 let, 7 let do Vižmarskega tabora, pa tudi dr. Matič je prej zelo jasno, plastično povedal, recimo, na kakšen način so bili recimo tudi novačeni mogoče udeleženci taborov, ne glede na prevoz. Dejansko je Južna železnica, kot sem omenil, hotela s tem tudi nekaj zaslužiti. Če beremo recimo tudi, ne vem, monografijo oziroma viri Tiri in čas, dr. Studna, dr. Cvirna, se lahko o tem prepričamo. Res je, da so prišli tudi z drugimi prevoznimi sredstvi, ampak na kakšen način so pa prišli, oziroma vsekakor je bilo nekaj udeležencev taborov, ki so bili seznanjeni z idejo, ki so morda, ne vem, zaupali slovenski strani, ne vem, zaradi raznoraznih razlogov. Na drugi strani so bili mnogi, ki so se opredelili za nemško stran, ampak gotovo je bilo pa tudi nekaj udeležencev, ali pa nek odstotek, nek delež udeležencev na taborih, ki so prišli iz vzrokov, ki sem jih pač ob mojem nastopu omenjal, ne. Tako da, zdaj Firbec mogoče se malo izzivalno napisal, recimo, da so prišli zgolj iz radovednosti, ampak hočem poudariti, da ne smemo recimo zdaj brati, ne vem, sodobnega tedanjega časopisa, pač brez kritične presoje in misliti ali pa recimo domneva, da je pač 30 000 udeležencev konkretno tukaj ali pa 15 000 v Žalcu ali kjer vseh, ki so radikalno ali pa kakorkoli recimo, ne vem, mislim, nacionalno leta 67, 68, 69 prepričani, mislim. Sam sem recimo pisal pač doktorsko dizertacijo iz 80 let, pa ukvarjal sem se tudi s kakimi kasnejšimi zadevami, pač konkretno na Štajerskem imate v 80 letih, ko se spet recimo menja mogoče generacija, pa imate Ivana Dečka, pa tako dalje in tako naprej, se recimo politična elita na Štajerskem še tudi v 80 letih, mislim, spopada s podobnimi zadevami, ali s prepričevanje prebivalstva, volitve imate na eni strani Nemce, na drugi strani Slovence, prepričevanje ali recimo mobilizacija prebivalstva je, ne vem, na čist osnovni ravni recimo z šnopsom ali pa recimo z marsikatero drugo zadevo, recimo, teda, mislim, če sem vam odgovoril na vprašanje. Ja, samo, a je možno, imam sekundo. Poglejte, Vižmarski tabor je treba tudi z konteksta nekega dogajanja v tem okolju gledati. Drugi izlet Ljubljanskega Sokola leto prej, iz Ježice, čez Spodnje Gameljne, Srednje, Zgornje Gameljne, Šmartno, Vižmarje, Ljubljano, potem nazaj, je pustil neke posledice. Ljudje so to videli, ljudje so Sokolje sprejeli, so bili nasprotni tabor, kot so bili Društvo Slovenija oziroma Staroslovenci kot organizatorji. Po drugi strani je Blaž Potočnikova čitalnica, prva največja na Kranjskem podeželska, to je še dvig ljudi pred podeželjem, ne mi trdili, da to Ljubljana, najlepše mesto, tudi Vižmarje so bile 12 km iz centra Ljubljane oddaljene, kot so še vedno danes, ne samo so te Ljubljane. Tako da to je treba tudi z tega konteksta povedati. Franja Malenšek, po domače Košerjeva, poročena Gulič, narodna voditeljica, takrat stara 16 let, navdahnjena tudi z idejami Antona Namreta, župnika v Šmartnu, ki je napisal govor za Sokole, tudi to je imelo nek vpliv potem naprej. Veste, Košerjeva gostilna na drugi strani Save, nasproti Vižmarskega tabora, je bila tudi, ali pa predvsem, zbirališče mladoslovcev. Fran Levstik je konec koncev tam Franjo srečal, ne? In je, kljub temu, da je 21 let starejši, sta kar nekaj let v dokaj tesni povezanosti sodelovala, tudi pesnice so z tega dobile.
In tako dalje. No, tako da mogoče te ferci res v narekovajih. No. Se strinjam. Jaz celo mislim, da tole dvoje ni v nasprotju, ampak je dopolnitev enega drugega, ker se vedno publika tako ali drugače dopolnjuje. Jaz bi pa vseeno pustite, da ne bomo v cajt not prišli, smo ravno zaključili, pa bi upam, da je kavica že pripravljena.